Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Ljuš Pertinač, Anže Logar še ni ustanovil nove stranke, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Pahor se poslavlja. Predsednik republike se je mudil na svojem zadnjem uradnem obisku v tujini. Odšel je na Hrvaško. S hrvaškimi predsedniki se je izven Slovenije srečal kar 55-krat. In dodaja, da se evropska ter zunanja politika vedno začneta pri sosedih. Upamo, da Nataša posluša, še bolj pa, da razume. Sedaj pa se lotimo 46. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali zločin iz sovraštva. Kaj želi vlada z zločinom iz sovraštva? Vlada predlaga, da se v Kazenskem zakoniku doda nov člen in sicer zločin iz sovraštva. Kaj to v praksi pomeni, bomo vprašali našo stalno komentatorico Lucijo Šikovec-Ušaj in našega posebnega gosta, priznanega celjskega odvetnika Damirja Ivančiča. Lucija, Damir, toplo pozdravljeno v Faktorju. Večer. Dober večer. Lucija, če midva mogoče začneva, kam bi ti uvrstila Kazenski zakonik v hierarhiji pravnih aktov, namreč kako stresečo roko ga je po tvoje potrebno spreminjati? Verjetno manj kot recimo ustavo, ampak vendarle kam na lestvici bi ga uvrstila? Kar blizu ustave. Vendarle smo lahko vsak od nas danes jutri v kazenskem postopku in takrat bomo zelo dobro vedeli, kaj vse je narobe, tako v kazenskem zakoniku kot v samem postopku. Menim, da ad hoc oziroma po skrajšanem postopku, ali kako ne bi se ta zakon sprejemal, je povsem zgrešena politika. Vsak zagovornik, mislim, da tudi kolega, ki dela kazensko pravo, ve, da je zaostrovanje kazenskega zakonika v resnici korak nazaj. Gre za omejevanje pravic in ta člen, torej tako jasno določen člen, ki ukinja enakost pred zakonom, ker nekateri postajajo bolj enaki, drugi pa manj enaki, se mi zdi, da je hud korak v stran in od kakršnekoli človekovih pravic oziroma varstva človekovih pravic. Damir, ampak ta ideja ni izrasla čisto na našem zelniku, ne? Ja, no, če smem tukaj dodati, jaz se sicer z uvodom, kar je povedala Lucija, lahko strinjam v smislu, da je kazenski zakonik potrebno spreminjati s tresočo roko. V zadnjih letih smo nekako priča, da se dogaja veliko sprememb na tem področju. To je lahko na prvi pogled seveda pretirano in lahko povzroča občutek tako imenovane pravne nevarnosti ali pa kršitev načela pravne varnosti, če vse prehitro postajajo določena ravnanja kazniva, ko morda še niso dosegla tiste hude stopnje materialne protipravnosti, se pravi vsebinske zavržnosti temeljih družbenih vrednot, zaradi katere mora država poseči v to, da nekaj opredeli kot kaznivo dejanje. Vendar tukaj pri tem vprašanju se ne strinjam s kolegico v tem delu, da gre za neko, če lahko rečem, usiljeno ali pa na ad hoc spreminjanje, pa gre za nekako usklajevanje načel, ki jih Svet Evrope, v okviru Sveta Evrope, tudi Komisija za preprečevanje rasizma oziroma vseh drugih oblik neenakosti zahteva z naše strani in tudi kontrola Evropske komisije v tej smeri zaradi nekakšnih, bom rekel, drastičnih sprememb tako imenovanega sovražnega govora, ki je vse bolj podprto z resnično temi osebnimi okoliščinami, kot sva lahko rekla. Kaj so te osebne okoliščine? Se pravi, rasna nestrpnost po spolu, po osebi, po manjšini. Če se spomnimo pred kratkim poboja na Slovaškem, kjer sta pred gejevskim klubom umrla dva posameznika, natakarica, in je potem ta storilec kaznivega dejanja še nekaj ur po storitvi tega kaznivega dejanja na socialnih omrežjih negativno, sovražno govoril proti temu. In ta člen, ki se spreminja in ki ga tukaj dejansko gledamo, govorijo dejansko že o stvarih, ki so v kazenskem zakoniku že določene. To so tako ene olajševalne in oteževalne okoliščine, ki jih sicer že sedaj lahko sodišča uporabljajo pri izreku kazni, sedaj pa se to kot neka obligatornost vnaša, seveda je pa to stvar presoje konkretnega primera. Torej, absolutno ne. Absolutno ne. Ker zaradi tega prvič bi rekla, da smo rasno vsej v Evropi ogroženi bela rasa, bolj kar se tiče zločinov zoper belce kot obratno.
Ne nazadnje smo imeli v Ljubljani zdaj primer Eritrejca, ki je napadel žensko in me zanima, ali bi se ta člen, če bi veljal, uporabil za žensko. Čeprav je bila ženska, čeprav je bila ranljiva, torej nekje socialnega dna, ampak se je takoj tudi to pojavilo, ta informacija, da ne bi šlo za uživalce prepovedane droge. Torej, v bistvu se je žrtev zbagateliziralo v korist obtoženca oziroma obdolženca. Tako da ne verjamem, to je korak, kjer sami sebi režemo vejo, na kateri sedimo, in tudi če Evropa to zahteva, ni treba, da sledimo slepo. Politika Evrope je politika kolonialnih držav, kot je rekla Melonijeva, to je dejstvo. Vse bivše kolonialne države izkoriščajo kolonije, in mi pa plačujemo ceno oziroma jo bomo zdaj plačevali še toliko bolj, ker se nam zna zgoditi, da bomo res postali migrantski žep. Tako da se mi zdi, da nismo sledili direktivam v vseh drugih primerih, v vrsti drugih primerov, in tako sledenje neki direktivi Evropske unije se mi zdi resnično nepotrebno, servilno, nedomišljeno, krivično, ne nazadnje. No, če smem vendarle tukaj postaviti drugo stališče, ki ga sam zastopam, izhajam iz 14. člena Ustave Republike Slovenije, kjer so vse človekove pravice in svoboščine zagotovljene vsakemu posamezniku, ne glede na raso, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino. To, kar je Lucija izpostavila, seveda vsak nagib, vsak zgib, ki bi imel izhodišče napad na posameznika zaradi bodisi kakršnekoli pripadnosti spolu, ženskemu, moškemu, manjšini, je lahko upoštevan kot, bom rekel, oteževalna okoliščina, in to omogoča ta zakon. Če sam smem tukaj nadaljevati, mi že imamo sedaj v Kazenskem zakoniku več vrst tako imenovanih diskriminatornih ravnanj, kot so kršitev enakopravnosti, prepoved mučenja, kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nestrpnosti ali nasilja, ne nazadnje tudi šikaniranje na delovnem mestu, tudi umor iz nizkotnih vzgibov, genocid, hudodelstvo proti človečnosti. Se pravi, to ni nekaj novega, nekaj drugačnega, ampak samo vpeljuje tukaj, čisto govorim zdaj pravno gledano, dogmatično, da se to mora upoštevati kot posebna oteževalna okoliščina, se pravi kot neka obvezna uporaba pri, recimo dal sem prej primer, nekdo, ki javno nasprotuje ženskam, nekdo, ki je javno, bom rekel, dožaljiv do ženske, lahko tudi to posebna okoliščina, ki na koncu pri odmeri kazni upošteva, se pravi, gre za nekega šovinističnega posameznika, ki lahko zaradi tega dobi hujšo kazen. In to je tako en hate crime, če temu tako rečemo, ki ni novost ne v svetu, ne v zakonodaji, in upeljuje neko normalno, jaz temu rečem, standard možnega kaznovanja. Seveda se lahko pri tem strinjamo, in jaz se sam vedno zavzemam za ultima ratio, se pravi za skrajno obliko poseganja države, ker kar je prej kolegica rekla, drži. Nihče izmed nas si ne želi biti subjekt kazenskega postopka, kot smo že govorili velikokrat, ostane sam z bolj ali manj sposobnim odvetnikom proti celotnemu aparatu države, tožilstvo, policija in ne nazadnje tudi sodišče, ki mora tehtati, ali si krijo ali ne. Zato pravim, da je pomembno, da smo opolnomočeni s pravilnimi in usposobljenimi posamezniki, ki nas znajo pravilno presojati. Ja. Torej, Povej, Lucija. Poglej, ta moment se vsi zagovorniki smo imeli, branili Rome, pripadnike romske skupnosti. Vemo, da so bili kaznovani, jaz sem imela poskus umora, dobil je pogojno kazen. Policist, zoper katerega je bilo pač storjeno kaznivo dejanje, ni upal priti niti pričati na sodišče. Zdaj bo to postala ranljiva manjšina. Če uradno bo torej, če bo nekdo se karkoli rekel zoper pripadnika romske skupnosti, bo lahko zaradi tega še bolj sankcioniran. Ne govorimo zdaj samo o Nigerijcih, o ne vem kom. Govorimo o tem, s čimer se srečujejo že danes Slovenci v službi, doma. Prijatelji moji so sred noči dobili v dnevni sobi pač pripadnike romske skupnosti. Niti ne smejo policiji povedati, da so bili Romi, ker je to že rasno profiliranje, česar ne smeš uporabiti. Gre za metanje peska v oči. S tem je enostavno termin, da smo vsi enaki pred zakonom, porušen. Ne samo termin, gre za dejstvo. Nismo več enaki pred zakonom, temveč bodo nekateri privilegirani. Privilegirane skupine so tudi bolj agresivne skupine, s katerimi se srečujemo, ker imajo druge navade, ker prihajajo iz drugih krajev. Ne vsi, vendar pogosto, in tudi vemo, da je v Evropi temu tako. Verska nestrpnost, versko razlikovanje. Kdo je bil v Evropi zaradi vere
v bistvu oškodovan. Vrste cerkva, katoliških oziroma krščanskih, vrste duhovnikov, ne nazadnje, mislim, da je tudi v Grčiji bila ortodoksna cerkev podrta, Notre Dame je zgorel. Skratka, ne moramo se mi tukaj slepiti, da je to narejeno za našo zaščito. Ta zakon oziroma ta sprememba zakonodaje je nasprotno, to je narejeno v našo škodo. In tukaj, me ne boš prepričal, mislim, vse prav, da tako misliš, ne, ampak prepričal me pa ne boš. No? Ne gre za vprašanje prepričanja. Ne gre za vprašanje prepričanja. Jaz želim samo ostati v okviru dejstev in faktov. Jaz se strinjam, vsak mora biti pred zakonom enak in moja pravica je omejena s pravico drugega. Vendar v trenutnih družbenih razmerah smo resnično priča preveliki stopnji sovražnega govora, ki se ga venomer opredeljuje na drugi strani za svobodo izražanja. Svoboda izražanja, svoboda govora je vedno omejena na drugi strani z človekovim dostojanstvom in na drugi strani lahko tudi z javnim redom in varnostjo v državi. Se pravi, moja meja mojega možnega kritiziranja, ki je lahko tudi grobo, lahko celo imamo prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, namestoma je dalo izjavo tudi včasih žaljivo, vendar mora biti v kontekstu dejanske teme in ne sme biti ad personam, se pravi na osebnem nivoju posameznika, in to so te stvari, ki so prerasle v tej družbi. Danes, če se z nekom eksplicitno, direktno ne strinjaš, si kar proti njemu. Sam ne zastopam takšnega stališča in se vedno zavzemam za enakopravno, spoštljivo in človeka dostojno razpravo. In v tem kontekstu razumem to spremembo in jo v tem kontekstu tudi ministrstvo uvaja in jo tudi predlaga. Ne nazadnje ni Slovenija prva in kot sem rekel, mi že imamo ta kazniva dejanja v naši zakonodaji. Zakaj potem uvajamo še to? Zaradi tega, ker se je to uvedlo kot tako imenovani hate crime, zaradi sovražnega govora, kot rečeno, zaradi hudo nestrpnih izjav posameznih storilcev, različnih, kogarkoli, na različnih. Povedal, da sem prej primer na Slovaškem, ki se je zgodil v tem kontekstu. To je samo zadnji akutni primer, verjamem, da je še mnogo drugih hujših in nihče tega ne želi trpeti, ker lahko to deluje tudi kot specialno preventivno in tudi konkretno preventivno. Lucija, lahko se strinjamo, da se ne strinjamo. Jaz spoštujem vsakršni pogled posameznika, neko stvar, da res skušamo ostati v okvirih zakona. Še nekaj časa boste imela, da se strinjate ali pa ne strinjate, predlagam pa, da si zdaj vzamemo krajši premor, tako da ne nam uiti, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj želi vlada doseči z zločinom iz sovraštva. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Ušaj in naš posebni gost, odvetnik iz Celja Damir Ivančič. Pogovarjamo pa se o tem, kaj želi vlada z zločinom iz sovraštva. Lucija, zdaj Damir pravi, da to ni zraslo na našem zelniku, da gre za stvar, ki pač jo moramo mi prenesti v naš pravni red iz evropskega pravnega reda in da ne gre za neko posebnost ali pa izjemo, da imamo podobne člene v Kazenskem zakoniku že sedaj. Izvoli, beseda je tvoja. Torej, to, da imamo podobne člene, se strinjam in zato je povsem nepotrebno dodajati ta člen. Kar se tiče evropske direktive, je pa pač zadeva ni obvezna, ne? To je stvar naše presoje, kaj bomo prenašali iz evropske direktive in česa ne. Kot lahko povem primer, da nismo prenesli označevanje steklenih vrat in stranke moje, ki se zaletijo in se poškodujejo v steklenih vratih, ne dobijo odškodnine, kljub temu, da evropska direktiva točno določa, na kakšni višini in kakšna more biti oznaka steklenih vrat, vendar naš pravni red tega ne priznava. Zato to kaže bolj dejansko v neko, kako bi rekla, neko nedomoljubno ali pa kako neslovensko, nekoristno slovenskim državljanom ravnanje te vlade oziroma ministrice za pravosodje. Absolutno nepotrebno. Zakonodaja dopušča sodnikom veliko možnosti, vse kazni so v razponih, od torej zelo milih do rigoroznih in tukaj vmes sodnik najde glede na vse okoliščine, tako žrtve kot storilca, dovolj prostora, da jih ustrezno sankcionira. Absolutno sem za to, da se vsi zločini sankcionirajo, tukaj ni dvoma, vsekakor pa sem proti temu, da se določene skupine ljudi
štejejo za privilegirane, torej če so storilci, imajo psihične motnje in ne odgovarjajo, če so žrtve, je to zločin iz sovraštva, ki ga je treba posebej težko sankcionirati. Vsi smo pred zakonom enaki, očitno ta rek več ne velja. Pred zakonom so nekateri več uredni, drugi pa manj uredni. In zato sem proti temu členu zakona in proti papagajstvu, ki se je naselilo v to dosti lepo državo, ki smo jo imeli. Ja, No, kot sem prej vodoma povedal, smo tukaj na različnih stališčih s kolegico, ker tukaj ne gre samo za neko, bom rekel, konkretno kaznivo dejanje, ampak gre za predel v Kazenskem zakoniku, ki se nanaša na tako imenovani nagib, oziroma za, kot smo vodoma povedali, za olajševalne in obteževalne okoliščine, ki jih sedaj samo vnašamo kot neka obvezna vsebina. In to, kar hoče kolegica Lucija povedati, jaz ravno mislim, da je to uporabljivo ravno za vse te primere, v katerih sama pravi, da se ji zdi, da nekdo ni v konkretnem primeru bil korektno presojen. Ampak to pa je stvar sodnika, opolnomočenega, izkušenega sodnika, ki zna gledati tudi z družbenega gledišča to, kar se v družbi trenutno dogaja. In v družbi smo trenutno prisotni zelo, zelo nenaklonjeni, zelo projekt kontra sredine, neke uglajenosti, neke normalnosti, če lemo tako rečemo, spoštljivosti je vse manj in vse manj. To vprašanje je zelo zanimivo iz vidika drugega vprašanja. Kot sem prej uvodoma povedal, oba vemo, oziroma vsi dobro vemo, da smo včasih v Ranki Jugoslaviji imeli tako imenovani verbalni delikt, ki je bil nekako uperjen proti disidentom ali proti nekomu, ki morda javno govori. Ne, ravno tu je tukaj druga stvar. Ločujemo med pravico svobode govora, ki je lahko tudi grobo, ki je lahko tudi za koga sila neprijetno, vkolikor gre za varovanje nekih pričakovanih temeljnih pravic in upravičenj. Vkolikor pa to gre z direktnim, tako in nagib iz sovraštva, zaničevalno, poniževalno, da lahko pri podobni skupini posameznikov tudi vse splošno povzroči občutek ogroženosti ali, bom rekel, strahu, potem je to potrebno tudi sankcionirati z težjo oziroma z hujšo sankcijo. In s tem nič posebej ne posegamo v neko trenutno ureditev. Sam pa na tem mestu zelo toplo si želim, da bi bilo teh posegov v kazensko zakonodajo, govorim na splošno, ne v konkretnem primeru, res bolj premišljeno in manj. Mi vsakem dnevu, ko se ukvarjamo s kazenskim pravom, praktično že komaj sledimo določene spremembe in celo spremembe konceptov dojemanja posameznih kaznivih dejanj za uporabnika, za sodišče in za neko občutek pravne varnosti. Ker kaj je občutek pravne varnosti? To, da vem, da lahko pričakujem, da so ravnanja subjektov predvidljiva, pričakovana in da se ponavljajo, ne pa da sem vedno v občutku, kaj se bo zgodilo tokrat. A bo to tako, če bo ta člen obveljal, Lucija, bojo postopki taki, kot jih je zdaj Damir opisal? Predvidljivi, zmerno enaki. Ja, pa zakaj ne? V čem je problem? 39 let delam, a ne, 39 let imam izkušenj še iz Jugoslavije. Lahko povem iskreno, mislim, dobre želje se končajo zelo hitro, če sploh so iskreno dobre želje, ne vem. Mi imamo, recimo, živimo v družbi, kjer imamo v Ljubljani župana, za katerega vemo, smo vsi slišali, kako je, bi rekla, ranljivo, žensko, brez zaposlitve, z otroki, spolno izkoristil za naš denar, še niti ni bilo to iz njegove denarnice, a ne? Pa ne vem, kdo bi bil po tvojem mnenju, Damir, v tem primeru ranljiva skupina? Se pravi, ne bom presojal tega konkretno in ne želim razpravljati na ta način, ker ta postopek je bil končan. Govorimo na načelnem nivoju, če se pogovarjamo o X osebi in o Y osebi oziroma o ženski in o moškemu, kjer je nek posamezni moški lahko izkoristil svoj prevladujoči položaj, ali pa tudi obratno, ne nazadnje, tudi ženska lahko izkoristi prevladujoč položaj nad posameznikom. In v takšnem primeru bi takšen posameznik lahko bil obvarovan na način, da bi ta oseba dobila hujšo kazen, ker je izkoristila svoj položaj moči in nadvlade nad manjšino ali na šibkejšo stranko. Ravno to, Lucija, omogoča ta zadeva. In ravno to bo morda določene, če lahko temu uporabim plastični pojem, predatorje, ne govorim samo o spolnih predatorjih, ampak o vseh vrstah predatorjev, morda postavilo pod strah kazenske penalizacije v tem smislu in morda spremenilo obnašanje. Ampak najprej moramo narediti pri sebi, najprej moramo spoštovati sogovornika, s katerim govorimo, in ne delajte tistega drugemu, kar ne želite, da bi drug delal vam. In tukaj bomo začeli in potem bo manj te razprave, kot sem pa uvodoma rekel,
pa mislim, da moramo imeti strokovno pogumne sodnike, ki bodo znali ustrezno presojati še tako težke situacije. Zato pa morajo imeti občutek, da so resnično svobodni in da pritisk medijev na njih ni vsak dan, ker je sprejel neko sodbo, ki morda komu ni všeč. Vsaka sprememba zakona, kaj pripelje? Pripelje komentarje zakona, pripelje predavanja, pripelje izobraževanje sodnikov, skratka pripelje do ponovnih zaostankov na sodišču. Zaostanki tudi na kazenskih oddelkih so taki, da že mi kot obdolženci prosimo sodišče, ne vendarle razpiše obravnavo. Zato, ker ljudje ne morejo živeti z bremenom, da so v kazenskem postopku. In to, da se bo zdaj dodatno jih izobraževalo in da se bo ustvarila neka sodna praksa, mislim pri tem, da kot si sam rekel, jaz težko verjamem, da ti res verjameš v to, kar govoriš. Verjamem, ker vedno, kar govorim, verjamem. V redu, imaš pravico. Ampak oba dva veva, da strokovno sposoben kader bi mi imeli, a ne samo dajmo več svobode sodnikom, dajmo jim v tem razponu, da odločajo, ne da potem preletijo neke sodne prakse, ki so črno-bele in ne da se pripravljajo neki računalniški programi, ki ti bojo sodbe zbruhnili ven in ti jih sprintali, kar se že govori javno, tudi na sodiščih. Ampak dajmo sodnikom možnost, da kreativno presojajo vsak primer posebej. Lej, tako ti kot jaz, noben ne mara, da je nekdo žrtev kriminala, da je žrtev tudi sodnega kriminala, kot govorijo, da je žrtev delodajalca, da je žrtev, ne vem, upravnika stavbe. Danes si lahko žrtev kjerkoli, a ne? Ampak kaj bojo? Zdaj ranljiva skupina stanovalci nekega bloka, zato ker jim upravnik stanovanjskih stavb zaračunava preveč. Ta pojem ni narejen za te ljudi. Ne? Mi vemo, za koga je to narejen. Ne bova se sprenevedala. Ne? Oba dva točno veva, za koga je to narejeno. Tukaj dejansko govorimo o konceptu hate crime, ki se ne nanaša zdaj na upravnike ali pa na stanovalce nekega bloka, ampak dejansko z našo ustavo Republike Slovenije zagotovljeno enakost obravnave posameznika, ne glede na spol, raso ali katerokoli drugo spolno osebno okoliščino in tako dalje. Se pa strinjam v tem delu, da si želim, da bi imeli sodniki, to kot sem prej rekel, čim več te neke kreativne, ampak zakonsko kreativne svobode v smislu, da bi imeli pogum za odločanje v marsikaterem primeru odločiti morda res drugače, kot nekako pritisk javnosti včasih tudi daje občutek, da se neka stvar zgodi. Zato pa ta del, ki ga zdaj uvajamo, ne bo spreminjal tega. Tukaj gre za res manjšo določilo 49. člena, ki dodaja ta del, ki je že, še enkrat pravim, v naši zakonodaji že obstaja v posameznih kaznivih dejanjih, ki so kot nagib k temu javno spodbujanje k sovraštvu, nestrpnosti in nasilju. Bistveno bolj strog moment kaznivega dejanja, kot pa je ta osebna okoliščina v 49. členu v okviru nekega nagiba. In tako dalje. Damir, nobeno kaznivo dejanje ni narejeno iz ljubezni, razen mogoče silobran, a ne? Drži. Z ljubezni do samega sebe. Vse ostala kazniva dejanja vendarle imajo nek odzadej, neko sovraštvo do nekoga. Tako da se pravim, da razvoj znanosti mora pripeljati do nekega uravnoteženega vpogleda v to, da bomo znali to, kot obvezno oteževalno okoliščina, to ne pomeni, da bo zdaj zaradi tega dobil pa 60% hujšo kazen. Za nekaj procentov pa lahko, za stroge in skrajne primere, pa ravno to omogoča hujše kaznovanje. Čeprav, kot se strinjam s teboj, že sedaj bi lahko to sodnik napravil, že sedaj ima ta element v rokah oziroma to orodje. Zdaj mu ga seveda dajo bolj obligatorno. Tudi sam sem načeloma zelo restriktiven od preveč represivnega, da ne rečem že pretirano represivnega poseganja v človekove pravice na nek način, ampak družba se tudi precej radikalizira in lovljenje tega ravnotežja je res umetnost. Jaz tukaj ne želim pametovati, niti biti bolj papeški od papeža, vendar poskušam, jaz sem vsak dan na sodišču soočen z določenimi. Ko se borim za svoje stranke, sem marsikomu siten, zoperen, da ne rečem še karkoli drugega, ampak borim se srčno in z namenom, da mu zagotovim načelo pravne varnosti. To, kar govoriš, Lucija, tudi ti sama. Ja, ampak zdaj, če si prikličemo v spomin, kateri so pač te osebne okoliščine, pri katerih bi prišel upoštev ta člen zakona, mogoče nam režija pač spet tudi pokaže na zaslonu, skratka so tle taksativno pač navedene te
osebne okoliščine. Ne? Če je bil nagib za storitev kaznivega dejanja narodnostna, rasna, verska ali etnična pripadnost, ne, oškodovanca, njegov spol, barva kože in tako naprej. Ne. Pol imamo tudi politično pripadnost, premoženjsko stanje, ne, poreklo, izobrazba, družbeni položaj, drugo prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost ali katerakoli druga osebna okoliščina. Zdaj me zanima vajino mnenje. Zdaj tukaj je kar veliko naštetih teh osebnih okoliščin, piše tudi katerakoli druga osebna okoliščina. Se vam zdi, da katera manjka, da so vse naštete, da jih je mogoče preveč, premalo? Mogoče pegasti. Ne, dobro, tukaj je pač se to princip primeroma našteti, za ni ne taksativno, se pravi, da bi lahko zajel vse življenjske primere. V nobenem primeru ne moramo biti vseh. Damir, za nas laike, kdo bo zdaj presojal, kaj poleg tega je še osebna Seveda, okoliščina? konkretno sodnik na podlagi primerljivih ravnanj, kot sem prej povedal, kaznivih dejanj, ki jih že imamo primeroma v kazenski zakonodaji opredeljenih in na konkretnem primeru. Če se pojavi še neka druga okoliščina, kjer je nekdo kot posebno njegovo osebno okoliščino, ne vem, lahko zdaj skočim biti plastičen, vendar je težko reči, ne vem, točno takšen tip barve kože, samo z tem odtenkom ali pa ne vem česa, ali pa njegova višina, ali pa ne vem, njegova nizka rast, ali ne vem karkoli drugega, vse to, se pravi omalovaževanje, žaljenje in zmerjanje posameznika, ki presega tisto, kar je prej sicer dobro Lucija rekla, da nobeno kaznivo dejanje ni nastorjeno iz neke ljubezni. Vendar tukaj govorimo o resnih preseganjih, družbeno zavržnih in skrajnih oblik nespoštovanja drugega posameznika, ki pride do tega nivoja. Mogoče jaz probam dati en plastičen primer. Če se recimo stepem s pritlikavcem, pa mu rečem preklet pritlikavc, a to potem zapade pod ta člen ali ne? Odvisno od tožilca, pa kako boš priljubljen v tistem trenutku. Seveda je takšna Resno sprašujem, ne, ker to je osebna okoliščina, recimo ti si rekel, ne, pač telesna višina in recimo pač zdaj, če sva v sporu, verjetno ga ne bom zmerjal z nekimi neutralnimi izrazi. Ja. To je tako kot čigumi, kakor bo nekomu pasalo. A razumeš, to je kar nekaj, kar nekaj, kamor lahko vtakneš vsakega, ki ti ni povšeči. Zato je to, kar govori Damir, očitno srcem in dušo, lepo slišati, ampak dobrodošel v realnosti čez nekaj časa. Damir je pozitiv, vse to je v redu, ampak zelo me zanima, ko sta rekla, pač ko si ti rekla, Lucija, to je raztegljivo. Seveda je. Če damo en drug primer, zdaj potrjen je bil v nedeljo na referendumu zakon o RTV Slovenija, ki med drugim predvideva tudi, da nekdo, ki ima pač kazensko ovadbo, ne more biti svetnik v programskem svetu, pač poenostavljeno povedano. Zdaj, kaj vidva pravita glede tega, recimo, v narekovajih dokaznega standarda? To je svinarija. Lej, jaz dam lahko kazensko ovadbo danes zoper tebe, zoper Damirja, zoper vsakega, ki mi pride. Mislim, mimo grede, če imam pač voljo. Potem pač zavržejo to kazensko ovadbo nekega lepega dne. Ali gre naprej celo, pa jo potem tožilci zavržejo, pa jo potem lahko sodišče. Skratka, ampak med tem čas teče. Mi nismo nič mlajši, življenje nam teče in nekdo ima ovadbo ali celo kaj hujšega, kakšno preiskavo in to ga mori. Jaz se srečujem z mojimi kolegi, z mojimi sošolci, smo imeli zadnjič obletnico, ko mi je nekdo povedal, da mu je Miklavčič potaknil kazensko, mu je povedal, da ga bo ovadil in mu je pokazal torbo polno vizitk in je rekel, vsak od teh mi nekaj dolguje. Je rekel, in sedel sem 7 let, sem hodil na obravnave in se spraševal, kdaj bo sodnica opazila, da to ne pije vode. 7 let življenja uničiti nekomu, zato ker ima nekdo drug moč, ker mu drugi dolgujejo. Mislim, to je vse krasno in prav, kar je on govoril, samo mi živimo danes in tukaj v situaciji z ljudmi, kakršni so. Z vezami, z mrežami, z omrežji in z uslugami enemu, drugemu, tretjemu. Skratka, ni idealen svet in v takšnem svetu ti ne moreš zaostrovati kazenske zakonodaje, kjer določenim skupinam daješ več pravic kot drugim. To je zgrešeno v osnovi. Damira, je dopustno, da se recimo pri svetnikih na RTV Slovenija postavi ta strožji standard, da ne velja več načelo pač nedolžnosti, ampak je dovolj za izločitev fizično pač takega človeka, ki ne more več sodelovati v programskem svetu RTV oziroma v tem združenem
organu, ki bo po novem, če pač nekdo proti njemu vloži kazensko ovadbo. No, seveda, to, kar je Lucija rekla, v tem delu se moram absolutno strinjati. Jaz sem zelo velik zagovornik načela domneve nedolžnosti, vendar vedno moramo vedeti, da vsaka oblika kazenske ovadbe zagotovo ne rezultira, tako kot je Lucija povedala, v nadaljevanju kazenskega postopka, lahko pa precej časa mine do tega, da se to razreši. In kot je rekla kolegica, lahko v tem času resnično posamezniku povzročimo neutemeljeno škodo in mu vrniti tega trenutka nazaj praktično ni več mogoče. Tako da sama kazenska ovadba tudi v nobenem načelu ne bi smela tega dopuščati. Lahko je pravnomočna obsodba nekega posameznika. Celo zdaj uvajamo nek nenapisan kazensko-pravni standard, pravnomočno vložena obtožnica. Tudi tukaj je to zelo izmuzljiv pojem. Da je uradno začet kazenski postopek zoper posameznika, ki se pa lahko rezultira bodi si v oprostilni, bodi si v obsodilni. Seveda, če bi imeli idealni sodni sistem, če lahko temu rečem, bi v roku pol leta ali pa enega leta zadevo zaključili, pa bi takoj vedeli, pri čem v posameznem primeru so. Vendar to ni realnosti in se lahko za zlorabo kazenskih postopkov ovadb, predvsem, kar je kolegica rekla, resnično posameznika onemogoči, tudi iz političnih vzgibov, tudi iz političnih razlogov. In proti temu, s tem absolutno se ne strinjam. Raven obsodbe nekega kaznivega dejanja je pa tako ali tako že ta standard. Mislim, jaz bom rekla, tukaj spet bom malo šla, pohvalila Goloba in njegovo stranko v eni zadevi. V njihovi stranki se je pojavil nek Palestinec ali karkoli je bil, ki ne bi bil osumljen kaznivih dejanj spolnega nadlegovanja. Stranka Gibanja Svoboda ni čakala nobene pravnomočne sodbe, ampak je njega in njegova partnerka umaknila. Sej verjetno so jih umaknili nekam na topel, ampak so jih umaknili z oči javnosti. Ampak stranka je zasebna pravna oseba, ne? Stvar je v tem, da je stvar morale. Pri nas, zdaj bom pa spet neki po Cerarjevo, ne? Morala manjka. Mislim, kako nekdo, ki je nečesa kriv, ima sploh obraz, da gre v svet ali pa da kandidira. No, in tukaj je Šlocesova prišla na ta nivo, s tem se absolutno strinjam. To je tisto, kar sem tudi prej uvodoma v okviru sovražnega govora govoril. Stvar moralne, osebne integritete posameznika, da ne obremenjuje skupine, kateri morda pripada, ki se zavzema za določene lastnosti, za neko stvarjo, v okviru katere bi lahko bil obsojen. Vendar, če človek iskreno čuti, da se mu nekaj godi kot krivica, bi potem take morali na drugi strani omogočiti popravo te krivice, vkolikor dokaže to svoj prav. Vendar sva spet tam. V realnosti minejo lahko 4 ali celo več mandatnih obdobij, predno pride do končnega zaključka. In kot rečem, na eni strani je lahko to zloraba, na drugi strani je pa to stvar osebne in moralne integritete posameznika. S tem pa je treba delovati, na tem je treba delati. Uhrnik je bil zaprt 19 let. 19 let, ko je potem naš kolega Hribernik dosegel obnovo postopka. 19 let, to je uničeno življenje, uničeno družina, vse skupaj. Mislim, kdo je za to odgovarjal? Nihče. In tukaj moramo se zavedati, da ukinitev smrtne kazni je bila absolutno rešitev za take sodne zmote, ker pri nas bi bilo mrtvih še pa še, pri naših sodiščih. Tako da treba je vzgajati ljudi v tem duhu, da nekako sami pri sebi presodijo, da so ga mogoče kaj polomili in tako kot je rekel, ne obremenjujejo cele skupine, neke skupine s tem svojim dejanjem. A vidva pričakujete mogoče, če bo ta odločitev pač sprejeta tudi v državnem zboru oziroma ta dodatna rešitev in bo zakon sprememba kazenskega zakonika obveljala, pričakujete mogoče, da se bo tudi javna komunikacija, da se bo ta sovražni govor zmanjšal, skratka, da bodo ljudje bolj pazili, kdaj pač ko naslavljajo pač pripadnika neke skupine ali pa mu učitajo pripadnost neki določeni skupini, pač neko določeno osebno okoliščino. Kaj vidva mislite, bo imelo to kakšen vpliv ali ne? Brez vzgoje, brez tega, kar smo ravno kar zaključili, osebne integritete posameznikov, ne delaj drugemu tisto, kar nočeš, da bi drug delal tebi, sama sprememba zakonodaje tega gotovo ne bo prinesla. Je pa namen in želja zakonodaje, da bi nekako preprečevala to vrstne ekscese. Saj nenazadnje vsako kaznivo dejanje želi zamejiti pojav tega kaznivega dejanja per se kot takšen. Ali pa se bo to dejansko zgodilo, je pa odvisno od naše družbe, v kateri živimo. Tudi na zadnjih predsedniških volitvah smo po dolgem času lahko videli zelo spravljiv ton, način komunikacije in lahko rečemo tudi zelo zgledno medsebojno sodelovanje dveh
kandidatov iz recimo temu različnih političnih polov. In to je standard, kateremu sam ves čas stremim in to je standard, katerega moramo zagovarjati in tako bomo dosegli, da bodo najvišji predstavniki oblasti delovali povezovalno, nežaljivo, tudi če se strinjamo, argumentirano nasprotovali svojim stališčem. In to je bistvo. Sama zakonodaja tega nikoli ne more prinesti. Jaz bi sicer rekla sledeče, tako kot jasno, Damir, z nekim predpisom tega ne moreš ustaviti. Ta sovražni govor, pravzaprav ne vem jaz, a ga je res toliko, kot se o njem govori. Ne bi vedela... Kdo sovraži sovražni govor? Veš, kako je? Jaz bi ločila, ali je sovražni govor uperjen zoper nosilce oblasti, take ali drugačne, ker so na funkcijah in so tako ali tako nedotakljivi. Ne pa, da se jim tudi s tem zakonom zdaj daje neko posebno varstvo še dodatno. Sovražni govor proti ranljivim ljudem, mislim, da ga ni. Torej, proti običajnim ljudem na ulici jaz se lahko pogovarjam z svojimi, bi rekla, kolegi ali pa strankami, s katerimi se politično sploh ne strinjam, se ne strinjam glede cepljenja, recimo, vseeno, glede vrste, glede psov, glede mačk, vseeno, a ne, ampak se lahko mirne duše z njimi pogovarjam, nimam nikakršne želje biti sovražna do njih, niti nisem imela občutka, da imajo oni do mene. No, to je nivo kulture, Lucija, to je nivo kulture, ki ga kaže posameznik v odnosu z nekom drugim. Žal je pa tudi vse več tega, kar smo uvodoma rekli, in tega ne moremo zanikati. Poglejmo, kaj se dogaja v Ameriki, poglejmo, kaj se dogaja vse posod po svetu. Nismo izolirani sveta in tudi k nam se prinaša ta Amerika, če lahko temu tako rečem. Ne? Zato je treba o teh stvareh govoriti, jih je treba zniti in ne zatiskati si oči, če tudi večina prebivalstva zagotovo ne goji takšne komunikacije. Vendar tudi posamezniki lahko povzročijo ogromno škodo večji skupini, ki se počuti ogroženo. In to je tisto, kar je cilj tega spreminjanja. Damir, nimaš sovražnega govora na Kitajskem, tam so to uspešno uspeli odpraviti, pa ne verjamem, da je bila to stvar posameznika. Mislim, da je tudi količina sovražnega govora v vseh diktaturah zelo omejena. V Severni Koreji mislim, da tudi ni sovražnega govora. Ampak diktatura ni standard, po katerega stremimo. Veš, tako da, kaj je v Ameriki? V Ameriki imajo ljudje orožje, postrelijo celo šolo, a ne, mi se tukaj, hvala Bogu, ne moramo primerjati. In tudi nobeden si več ne želi živeti v Ameriki oziroma je nima za zgled neke demokratične družbe. To mislim, da smo si razjasnili. Ampak tudi Evropa postaja enostavno, kar se tiče zatiranja svoboščin človeka, se premikamo k totalitarnim državam in to je tisto, kar je pa moja bolečina. Jaz sem absolutno za to, da se ljudi izobrazi, da se ljudem da možnost vedenja, da se jih spoštuje, da je to neka vrednota, ki jo od majhnega vcepljamo vsem, ne pa da jih s prisilo vzgajamo. Torej vsi, ki imamo otroke, vemo, da silo nismo nič dosegli. Ampak omejitve in neke usmeritve nam že dajo starši že v zibelke in to je del nekega usmerjanja družbe. Sam mislim, da je Evropa še vedno dober branik demokracije in nekih temeljnih svoboščin. Se pa seveda na marsikaterem področju te stvari rušijo in zato so ti posegi danes, včasih se v njih nismo pogovarjali. Danes očitno ne bomo prišli skupaj, ampak če drugega ne, smo dokazali, da se da tudi takrat, ko imamo različna stališča, čisto dobro, mirno in argumentirano pogovarjati. Najlepša hvala, Lucija Šikovec-Ušaj, Damir Ivančič za vajine današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj pomeni zločin in sovraštvo, že 802. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj 8. marec funkcionira kot ilegalna politična stranka. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.